Ja, hvala za besedo, lep pozdrav še v mojem imenu. Cilj stranke, kar se tiče na prehranski politiki, mora biti to, da proizvedemo več hrane, ki mora biti zdrava, vsa po vrsti, po dostopni ceni in pošteno plačana kmetu. Kmetijstvo kot tako in proizvodna hrane, se pravi, mora postati tudi biznis, kmetovanje se mora splačati. Če se ne bo splačalo, se pravi, tudi ne bo slovenske hrane. Zdaj, na kakšen način to doseči, je enih par zadev, ki se daje že tudi na kratki rok narediti. Vzpostaviti prostovoljno označbo živil, ki bo pomenila njihove poti, da se bo potrošnik lažje odločeval, da bo stvar videl, odkje je kakšna stvar prišla. To je čisto enostavno, se pravi, in s tisto sporedno gradnjo, ki jih je predsednik prej povedal, za lokalnim tržnicam, za lokalnimi trgovinam, potrošnika navaditi na proizvod in bo s tem naredil tudi pritisk na velike trgovce, da ta isti proizvod hoče imeti tudi v večjih centrih in ga bo tudi mogel imeti, če bo seveda potrošniki hoteli imeti. Primer samo kumar iz letošnjih polet, bakterije, ne vem kaj še. Največji trgovci slovenski so nam ponujali 19 centov za kumare, toliko je bila seveda kumara takrat na borzi tista, ki bi šla tik pred in bi šla na deponijo za organsko gnojilo v Padovi. In ko smo seveda rekli kmetje, da bomo te kumare prinesli v Ljubljano in jih začeli deliti, je Mercator in seveda z kamerami, se pravi s pomočjo sedme sile, ki so posneli kumare v Mercatorju po 1 evro in poreklo Španija, so tiste kumare umaknili, odkupili vse slovenske kumare, ki so takrat bile, predvsem jih imela Kmetijska zadruga Krka največ na lagru in to po eni taki korektni, pošteni ceni, taki, kot je bilo tudi pred izbruhom tiste. To so take akcije, ki si jih moramo držati, treba je seveda ljudi obveščati. Če imamo v trgovini na polici 7 vrst pasje hrane od, ne vem, tam, v 10-kratnem razponu cene, zakaj pa mora biti paradižnik pa samo po tisti minimalni ceni? Cene bo, pa ne napiše, ta je Španije, tukaj pa mi govorimo o prostovoljna označba, ta je pa iz Šentjernejskega polja, ali pa iz Kostanjevice, ali pa iz Primorskega, in so pa tudi, če bo dražji, pa sem bo imel potrošnik vsaj možnost odločiti. Danes se pravi nima. In če bomo te stvari uvedli, kar je zelo enostavno, potem seveda tudi prehranskega kodeksa, takega, ki ga imamo, ga v bistvu ne bomo potrebovali, ker ta prehranski kodeks je navaden papirnati mucek, da ne bom rekel tiger, in njegovi pripravljavci ter deležniki bodo imeli seveda še veliko dela, da ga bodo kakor toliko spravili v red, kajti zdaj, kakor so se ga zastavili, je njihovo načelo to, da ko se tam neki dogovorijo, ki tam grejo, vejo, česa se ne bojo držati.